Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes, praznujem, kakšen dan nazaj. Dopolnila sem 53. rojstni dan, se pravi, še eno leto se je obrnilo in prva stvar, zdaj čez poletje, do konec počitnic, se pravi do 1. septembra, dodajam k vsem naročilom, karkoli naročite na moji spletni strani, enega od kamenčkov, se pravi iz kompleta kristalov, naključni kristalček in zraven vam dodam še list, kako si pripravite svoj eliksir. In zdaj da pogledamo naključen kamenček, ki je za vas. Roževec je ven prišel. Roževec, se pravi, roževec je kamen ljubezni, prijateljstva, povezuje, predvsem pa, kako si pripravite ta eliksir. Kamenček najprej sperete pod tekočo vodo, potem ga pa date na sonce, da se napolni z novo energijo. In potem ga pa date v kozarec vode, čez natočite vodo in v glavnem roževec spodbuja ljubezen do sebe, celi ranjeno srce in predvsem pomaga pri vseh procesih, ki so povezani z ljubeznijo do sebe. In zdaj, če gledamo, kaj je ta proces, recimo hujšanje, limfa, zatekanje telesa, vse to izboljšuje, potem pa pomaga pri tem, da se vzpostavi polje ljubezni okrog vas in pomaga tudi pri tem, da mogoče srečate sorodno dušo. V glavnem, pije se napitek, lahko zvečer, lahko zjutraj, v glavnem, kako to pripravite, ko date vodo, kristalček v vodo, potem pustite par ur, da to deluje in potem popijete. V glavnem, okus vode se spremeni in to vam lahko povem po naših muckah, da dejansko one dve rajš pijeta vodo, kamor je dodan kristal. To je zdaj ena stvar, se pravi, praznujem in obdarujem. Zdaj vam pa povem, kako sem praznovala. V glavnem, z mojima dvema hčerkama, ena je na morju, smo šle v Verono in smo šle poslušati Traviato. Se poznate? Figaro, pa tako naprej. Zgodba zadaj. Tako zanimiva. Sploh nisem vedela, dejansko meni je melodija všeč in sem rekla, jaz si to želim za rojstni dan. In smo pač šle tukaj iz Sežane, 2 uri pa pol vožnje do Verone in tam, kot veste, je odprt amfiteater in. Zdaj, kar ni bilo dobro, začnem pri slavem. Preveč ljudi in če boste hodili v Verono, dajte si vzeti sedeže nižje dol, ker bolj sproščeno sedite, ker ko sem bila jaz prvič, 13 let nazaj, 12 let nazaj, takrat je bilo v bistvu na teh tribunah, oziroma čista ta vrhna sedišča, vsaka ta druga vrsta smo sedeli. Zdaj smo pa sedeli nabiti skupaj in nekako se mi zdi, da je bilo preveč ljudi. Tako da, če greste, dajte raje majčkeno več denarja, pojdite dol v tiste, kjer so v bistvu srednjo etažo, kako se temu reče, ker boste imeli veliko več od tega, ker nihče ne posega v vaše polje. Zdaj pa zgodba. Zgodba pri Traviati je res zanimiva. Kurtizana, sicer zgodba se dogaja v Parizu, se zaljubi oziroma premožen sin se zaljubi v kurtizano. In seveda je potem sorodstvo proti, predvsem oče, da ni primerna za njihovo ta mlado. In potem na koncu, ko že da blagoslov za poroko, ona umre. In sicer na koncu res, da dolgo časa umira, ker mora vse povedati, kar ima zapovedati, ampak v glavnem, lepo. Lepa zgodba in na koncu koncev, kako resnična, ker na koncu koncev nosimo vsi neke zapise tudi iz preteklih življenj in zdaj tisti, ki mogoče predelujete pretekla življenja, lahko preizkusite, če ste bili v enem od preteklih življenj mogoče kurtizana. V moji šoli smo kar zanimivo predelovali te kurtizane, predvsem beneške kurtizane. Meni je knjižica padla dol, Prehod v novo dobo, ker bomo pa šli na karte. V glavnem, in zdaj, kdor predeluje to energijo kurtizan, predeluje absolutno energijo prostitucije na eni strani, ali pa po drugi strani
energijo cerkvene inkvizicije. No in zanimivo, recimo Koper, ne, Koper mi je zdaj tako na dlani. Koper je v bistvu bil včasih beneška provinca oziroma je spadal pod Benečijo. In so te značilne strehe, ali kako naj temu rečem, pač tudi v Kopru. No in zadnjič, jaz čakam hčerko, ker je šla na sprejemne izpite in imela sem odprto okno in mimo gre, to je bil edini stavek, ki sem ga slišala, mimo gre vodička, privat tura po, pač privat voden ugled po Kopru in pravi, ta stavba je bila stavba cerkvene inkvizicije. Tako, to je bil edini stavek, ki sem ga slišala in sem rekla, kako zanimivo. No in prav ta cerkvena inkvizicija, marsikdo ima opravka tudi s tem, da predela, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, koga je treba obsoditi ali pa ne obsoditi in predvsem, da prečistimo določene kode, ki jih imamo za počistiti. No, zdaj pa naprej. Zdaj sem že v poštenem procesu pisanja nove knjige, ki bo o odnosih. Zdaj ne morem reči, da bo samo za moške, ker en del bo seveda za moške hormone, ker o tem sploh še nisem pisala, ampak drug del bo pa ozaveščanje tudi ran in tudi moških ran. Recimo, vam povem nekaj takih zgodb moških, ki pridejo tudi k meni na svetovanje. Recimo, en gospod je imel velike težave z alkoholizmom. Celo življenje, ampak v bistvu celo življenje, 3-krat se je zdravil zaradi alkoholizma, uničil logično družino, njegova žena je tako eni taki moški energiji, trda ženska, ker normalno, ranjena ženska dobi ranjenega moškega. On je bežal v alkohol in tako naprej. In ko je začel izvajati zdravilno molitev dekodiranja, se je pozdravil. Ampak dejansko pozdravil, ker je pozdravil svojo dušo. In on mi je rekel, da je bil v mladosti večkrat tepen, da v vsakem primeru je zmerom dobil v krogu šes in bil fizično kaznovan, samo zato, ker je bil napaka, ker se je rodil. Veste, pa nič nisi kriv pri tem, a ne, pa si napaka. Potem recimo en drug moški, to je pa zadnja zgodba, težave ima s prostato in a veste, do česa sva prišla? Preko mišičnega testa sva prišla do zaključka, da on ne predeluje svoje rane, ampak je kot duša se javil in je rekel, jaz grem v to družino, da bom počistil kode zlorabe. Zgodba njegova je res, lahko rečemo, tragična, predvsem v družini, izguba vsega, dejansko ded je zapil vse, pač cela domačija je šla na kant oziroma na boben in on je prevzel energijo svoje babice, kar je bila, dejansko je bilo tako, kot je bilo nekoč, noge narazen in tako naprej. In on se je odločil, da bo to počistil. Tako zanimivo, ne, kaj vse predelujemo kot duše, ker imamo kaj za predelati, ker v bistvu nosimo na tem eteričnem nivoju zapise mnogih preteklih življenj. In to je normalno, da se sami od sebe ne grejo stran. In potem, ko gremo skozi življenje, se vprašamo, pa zakaj se meni to dogaja? Zakaj ravno meni? No, če se to vi sprašujete, zakaj se točno vam to dogaja, kar se vam dogaja, mogoče bi bilo čas, da začnete majčkeno preverjati, kakšne vzorce nosite po družinskem deblu in druga stvar, kaj predelujete kot duše. No, in zdaj, kje sem pri moji novi knjigi? Sem pri strupenih moških, ranjenih moških in moških, ki so celostni. No in te celostni, zdravi, pokončni moški, bolj kar razmišljam, bolj vidim, da jih je bolj malo. Saj jaz jih bolj malo poznam. Seveda jih poznam, avtorji raznih knjig, ki jih berem, ker lahko rečem, da so celostni, ker so guruji, ki učijo druge, ampak po večini tipičen slovenski moški je ranjen. In te rane na nek način prenese naprej. In zdaj prebrala sem knjigo Maske moškosti.
In v tej knjigi sem si izpisala vse programe, ki jih nosijo moški, da se skrijejo za to masko. In nekateri se skrijejo za masko zelo uspešnega gospoda, ki ima velik avto, drago uro, drage čevlje, se skrije za raznimi blagovnimi znamkami, da se vidi, da je on vreden. Potem druga maska je maska športnosti, se pravi, za športno masko se skrijejo moški, ki hočejo dokazati, da imajo mišice, da so natrenirani, da zmorejo. Potem maska alfa samca, ki hoče podrediti vse okrog sebe in hoče dokazati, kdo je. Recimo, en primer take zgodbe. Oče, alfa samec, on je uspešen poslovnež, on je postavil podjetje in njegov sin, ki je prevzel podjetje, je nula. In mu vsak dan pove, da je nula. Vsak dan, ne enkrat. In ko oče popeni, hodi za njim kot oblak in ga kritizira. In ta gospod ima zanimivo šolo v svojem življenju, ker se uči, kako očetu postaviti meje. Ni samo, da ženska zloraba, tudi moški, mnogi ste zlorabljeni in seveda zlorabljeni strani ranjenih žensk. Recimo, strupena ženska, ki tako močno ranjena, že iz večjih življenj, da vse potlači, pride v moško energijo in samo strelja okrog sebe. In če ima sovraštvo do moškega sveta, koga rodi, če rodi sina, ona to sovraštvo prenese direktno na sina naprej, in če rodi hčerko, na nezavedni ravni hčerka pobere mamin program, vsi moški so slabi. Veste, ranjeni smo vsi, vsak na svoj način in čas je, da te rane pozdravimo. Vem, da je proces, vem, da ni enostavno, tudi zdaj, ko to govorim, se je sprostila neka energija in v glavnem čas je, da ozavestimo svoje rane, da jih pozdravimo in da postanemo celostni, da se zakrpa naša aura. V bistvu zdaj, če mi si predstavljamo našo auro tako kot neko atmosfero, v bistvu naša aura ima ozonsko luknjo in ta ozonska luknja je povezana z našimi ranami. In kako zdaj to počistimo? Seveda, zdravilna molitev dekodiranja. Zdaj pa pojmo na nekaj sporočil, prehod v novo dobo, da vidimo. Seveda, življenje nam ponuja lekcije, ampak lahko gremo s tokom življenja in enostavno rečemo, ljudje imajo težko življenje, težko obdobje, stopimo čez te težave in ne dovolimo, da se vpletamo, sebi ne dovolimo, da se vpletamo v drame drugih ljudi. Če se nekdo zaletava v steno, naj se zaletava. Naslednja karta. Resnica. Jaz sem popolna. Dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. Resnica je ena. In resnica je povedala za nas tem, da si dovolim priznati. Jaz vem, ko sem ozaveščala mojo resnico, mi je bilo dejansko težko priznati si mojo resnico. Recimo, moja resnica je bila, ko sem brala knjigo, to je bilo leta nazaj, ta srednja hčerka je zdaj stara 21 let in v bistvu sem to hčerko dojila takrat. In se spomnim, ko sem brala knjigo Louise Hay, Moč je v tebi, piše notri o tem, da ozavestiš rane preko težavnih odnosov. In takrat v bistvu je bilo tako s svakinjo, nisva imela neke povezave. In ko sem razmišljala, kaj občutim do moje svakinje, gre skozi mene. Fovš si. Ne. Jaz. In prva stvar je bila, ne. Jaz ne. Jaz nisem nikomur fovš. In spet, droben glasek mi reče, ja, nevoščljiva si ji, ker ima lepši partnerski odnos kot ti. Vidiš? Čist preprost, nevoščljivost. Druga zadeva, kar je bilo pa takrat pri meni, ko nisem bila še zrela, niti nisem imela orodja, da bi se s tem spopadla oziroma da bi počistila, sovraštvo do duše človeka. Tukaj v bistvu, ko sem šla na mojega bivšega moža, sem v naročju pestovala dojenčka, kaj občutim do njega,
in gre skozi mene, sovražim ga. Ne, jaz sem dober človek, jaz nikogar ne sovražim. In sem potlačila, nehala sem se s tem ukvarjati, ker kdor sovraži, je slab človek, in enostavno sem se delala, da sem v redu človek. In poglejte, eno je, mišični test nam vedno pove resnico. In preverite, če imate težavne odnose, preverite z mišičnim testom. V duši ali pa nosim, v srcu nosim sovraštvo do duše tega in tega človeka. Boste videli? Lahko imate v svoji duši sovraštvo. In vidim ljudje, ki pridejo k meni na svetovanje. Nekateri imajo grozno žalost, prav tako ocean žalosti, in drugi imajo pa v sebi jezo, pa agresijo, pa sovraštvo. In tako eno kot drugo čustvo pač nas vleče k tlom. Je tako kot mlinski kamen, ki te vleče k tlom. In tisti, ki imate zelo težavne odnose v tem življenju, si izberete pač starše za te težavne odnose. Zdaj rečete, jaz si jih nisem izbrala, ne mogoče rečete. Ampak izberemo si tiste odnose, ki jih rabimo predelati. In če imate v tem življenju, recimo starše, ki so močno v negativi, ste si jih mogoče izbrali kot duša, da jih v tem življenju predelate. Da jim odpustite, da odpustite njihovi duši. Da zgradite samozavest, da lahko mirno pogledate določenemu človeku v oči, brez da naredi v vas takole, in da ste mirni sami v sebi. In vem, da je to proces ozaveščanja. No, naslednja karta je pa srčna čakra. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. Kam gre vaša pozornost? Ljubezen je, glejte, povezana s tem, kaj razmišljam, kaj čutim. Ne razmišljam, kaj čutim. Ampak, zdaj če pomislim, vedno razmišljamo, ljubezen je povezana z drugimi ljudmi. Da jaz lahko občutim ljubezen, moram biti ljubljena. Ne. Da jaz lahko občutim ljubezen, je to, da občutim, da sem strani stvarstva popolnoma podprta, varna in da zaupam v ta veliki božanski načrt. To je občutenje. Ta moja ljubezen je povezana s tem, da lahko občutim energijo narave, ki se sklanja na mene, tako kot na nekega otroka, in čutim, da sem podprta. Čutim, da sem podprta. Tako kot rože cvetijo zame, zato da sem lahko srečna. Drevesa rastejo zame, zato da lahko občutim, da sem podprta in ljubljena. Metulji letajo okrog mene z namenom, da lahko občutim, da sem ljubljena in podprta. Ptice pojejo z namenom, da me spomnijo, da sem ljubljena in podprta. Veste, če tako gledaš, je tako enostavno najti ljubezen. Ker večina ljudi, sploh tisti, ki mogoče niste v partnerskem odnosu, takem, kakršnega želite, v tem primeru mogoče ne občutite, da ste ljubljeni, ampak fokus dajte drugam. In ko boste dali fokus na naravo, boste lahko občutili ljubezen. Naj bo mogoče to sporočilo, ker začeli smo z roževcem in s kamnom ljubezni, pa naj še s tem zaključimo. Občutek ljubezni in podprtosti je dejansko občutje fokusa. Kam dam fokus? No in zato, glejte, naključen kamen za vas v tem, se pravi, mesec pa pol do 1. septembra, ko boste naročili katerokoli zadevo na moji spletni strani srečnoživljenje.si, vam bom dodala en naključen kamen in dodala vam bom zraven še, kako si pripravite svoj eliksir za ljubezen, za harmonijo, za večjo samozavest,
pač tisti kamen, ki me bo poklical ob vašem imenu. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da občutite to božansko podprtost, ker vse okrog nas je dejansko ljubezen, ker mi smo ljubezen. Uživajte, vse dobro vam želim in predvsem imejte sebe radi.